Fantje, povejte mi, kateri tok uporablja računalnik, oziroma kateri tok pride do računalnika? Električni, kaj se? Ni izmenični. Kako se imenuje ta tok, ta vrsta toka, ki pride do računalnika? Električni tok pač. Visoka napetost pa nizka napetost, a to poznate kakšno razliko med tem? Lih kar sem zvedel, da to obstaja. Čau. Fantje, živijo. A vaju lahko nekaj vprašava? In sicer, a se kaj ukvarjate z računalniki, kaj poznate računalnike? Zelo mislim, kaj smo zanimali. Sva informatika. A stara informatika? No, evo, kakšne programe uporabljate? Kaj vas zanima pri računalnikih? Audioprodukcija, videoprodukcija. A kjere programe? Ja. Cubase, Reason, Pro Tools. Nič tega ne poznava, ne, Erik? Nimam pojma. Mava pa eno bolj tehnično vprašanje, ki ga jaz niti ne znam postaviti, zato ga bo Erik postavil. A veste mogoče, kateri tok pride do računalnika? Kako se imenuje ta tok? Nizki. Nizki tok. Kakšnega pa še poznamo poleg nizkega? Visoki transformatorji pa to ne. Kje pa ponavadi, po katerih stvareh gre visoki tok? Visoki tok je po žicah, ne poleg teh, kaj so že... Do hiš verjetno, te žice ga do hiš Ne, v bistvu od transformatorja do transformatorja. Vidim, da sta v bistvu kar poznate stvari. A bi kaj od tega rada delala potem prihodnje, verjetno razmišljate? Ja, električar ne bi bil, no, mogoče pa audioprodukcija, to pa že. To se pravi, visoke napetosti te ne zanimajo? Ne. Tudi elektrofaks te ne zanima? Ne. Pa tebe? Tudi bolj ne, bolj informatika nasplošno, pač programiranje ali pa. Samo moraš neke osnove vedeti, če ti recimo se računalnik pokvari, da ga na hitro lahko popraviš, da ne kličeš kakšnega elektronštelaterja in čakaš na njega en teden. To se boste verjetno pozanimali okrog teh osnovnih stvari. Ok, hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa veselo na delo naprej, ne? Čau. Kaj vam je najbolj všeč, recimo? To, da je vedno nekaj novega, skozi se upravlja z razvojem, s tehniko. Zanimivo. Koliko časa že to v bistvu delate vi? Ja, jaz že 12 let kot monter. Kot monter. Kdaj ste se pa že odločili, da boste pa to delali in to je vaši sanjski poklic? V osnovni šoli, rekel že. A v osnovni šoli? No, zato imam eno vprašanje. V osnovni šoli smo imeli že fiziko in s tem povezano elektriko in meni se zdela elektrika kar težka, ne? In potem v bistvu, mogoče se dijakom tudi to zdi, ne? Da je ta poklic težak in naporen, ker jaz nisem razumela, kako se tiste žice povezati skupaj. Ja, ampak zelo zanimivo je že, recimo, kako je sama elektrika predstavljena dijaku, ne pa učencu. Če je učitelj tako, da je na zanimiv način predstavi, je to zelo veliko, ne? Če je pa en odpor, da že učitelj bo neko komplicira zadevo, pa dijak še toliko bolj, ne? Vi ste rekli, da ste že v osnovni šoli v bistvu lotali, spajkali, skupaj delali. Kakšna je pa izgledala vaša soba takrat? Kot mladi pionira, ne? Gospa Saša, vi ste ravnateljica srednje šole v Zavodu za usposabljanje invalidne mladine, je tako? Tako, ja. To je kar dolg naziv, ampak vseeno povejte mi, kateri pa so programi, ki jih ponujate vašim dijakom? Naša šola je usmerjena v poklicne programe z področja elektrostroke in administrativno-ekonomske dejavnosti. Gre za 2-, 3- in 4-letne programe z tega področja. Kakšen je potem naziv nekoga, ki to šolo konča? Bodi si monter električnih naprav, če je zaključen nižji poklicni program, bodi si elektrikar elektronik, če gre za 3-letni poklicni program, v novejšem času pa tudi računalnikar oziroma tudi razvijamo programe z področja tehnike. Kje se pravzaprav nahajamo? Ta učilnica ni običajna učilnica, ima veliko električnih aparatov, kablov, računalnikov in podobnih stvari. Tako je, to je učilnica za praktični pouk, ki se že na prvi pogled razlikuje od učilnic za splošno-teoretični pouk. V tej učilnici se ravnokar nahajajo dijaki 2 poklicnih programov, sicer eni obiskujejo program računalnika, drugi program elektronik. Kako pa bodo recimo vaši dijaki potem
te praktične znanja uporabili v praksi, konkretno, ko se bodo naučili? Kaj jih učite tukaj v tem programu vašem? Kako konkretno v praksi ali pa kaj se da videti, vam bodo fantje mogoče kar na primeru najlažje pokazali kasneje sami. Mi pa jih v poklicnem programu dejansko vzpostavljamo direktno za poklic. V tem trenutku so z mano Damjan, Nejc in Daniel. Medtem ko je Erik govoril z gospodom profesorjem, smo mi pridno pretikali žice. Jaz vam več ne morem povedati, kaj smo počeli, ampak zato je pa Damjan tukaj, da bo Damjan povedal, kaj smo ves ta čas počeli. Ja, tukaj smo vezali stikala, da smo naredili križno vezavo. To naprimer vežemo po hišni napeljavi. To se pravi, s temi 4 stikali, ki smo jih mi zdaj opremili, smo opremili eno sobo. Ja, da je lahko pritiskamo iz večjih koncev, da prižgemo luč. Tamle imamo še nekaj za končati, tako da ti predlagam, da ti kar končaš. Nejc, ti ga pa pridno nadzoruj, da boš videl, če vse dela prav. Dela prav? Ja, zaenkrat dela. No, medtem ko on to konča, pa mi lahko Nejc poveš, zakaj si se odločil za šolanje? Za to šolanje sem se odločil zaradi tega, ker me to veseli, ker uživam v tem delu. Kaj pa boš postal, kakšen bo tvoj naziv potem, ko končaš? Elektrikar.